Prehajamo na drugo točko, vprašanje in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine LMŠ Igorja Žavbija bo odgovoril Timotej Štritov, svetniške skupine LSU Aleksandra Uršiča bo odgovoril Lukas Svetec in samostojnega svetnika LTS Toneta Smolnikarja bo odgovorila gospa Marija Kos. Besedo ima najprej gospod Igor Žavbi v imenu svetniške skupine LMŠ. Izvoli. Hvala za besedo. Ponovno v medijih. Jaz sem v vprašanju izpostavil Kamničanko, brali smo pa tudi na spletni strani občine Kamnik in pa mislim, da tudi na Kamnik Info, na portalu MMC, na Radio Slovenija in v številnih drugih medijih. Smo v septembru 2021 lahko zasledili, da ima občina Kamnik namen asfaltirati 13 odsekov makadamskih javnih poti in lokalnih cest. Pogodbena vrednost del je znašala 535.524,77 evrov. Dela naj bi izvajalo komunalno podjetje Kamnik in podjetje FS Group. Oba izvajalca sta bila izbrana na javnem razpisu. Na javnem razpisu, poudarjam. Urejeni naj bi bili naslednji odseki. Del Primoževe ulice, Tunška Mlaka Zadnji vrh, Tunška Mlaka Vinski vrh, Tunška Mlaka 5E, 5G, 6A in 6B, Godič 45 do 45E, Godič na Gmajno, Cirkuše Veliki hrib, Šmartno Kostan, Kostan Križ, Smrečje v Črni Gojst, Kališe za vrh, Špitalič okrog, Motnik Zgornji Motnik, Pšajnovica Gabrovnica. Zdaj glede na to, da gre tukaj za asfaltiranje makadamskih odsekov, makadamskih javnih poti in lokalnih cest, opozarjam, da gre na cesti na odseku Pšajnovica Gabrovnica za že asfaltirano cesto, za obnovo asfaltirane ceste. V drugem razpisu pa je občina naročila obnovo 1700 metrov dotrajanih asfaltnih cest na 5 odsekih in sicer v Stoniku, proti Brezjam, proti Palovčam, v Češnicah, proti Okroglem in proti Zlatem polju. Natančneje, kilometraže so bile določene v javnem razpisu in jih jaz tukaj ne navajam, ker se mi zdi to nepotrebno. Moja vprašanja glede na navedena dela pa so: kateri odseki so bili obnovljeni od naročenih oziroma od tistih, ki so bili določeni v pogodbi z javnim razpisom? Katera dela so bila na posameznih odsekih opravljena? Koliko je znašala predračunska ali ocenjena vrednost za posamezni odsek in koliko je bil dejanski strošek obnove ali asfaltiranja posameznih odsekov? Na dan 11.5.2022 sta najmanj 2 odseka še vedno neasfaltirana. In sicer en odsek v Motniku in odsek Šmartno-Pšajnovica. Na cesti Špitalič okrog pa se dela sploh še niso pričela. Zdaj v ponedeljek sem se peljal na Pšajnovico, ne kaže nič, da bi pričel z asfaltažo. Včeraj sem se pa peljal iz okroga v Špitalič in tudi nisem nikjer zasledil, da bi bila kakršnakoli pripravljalna dela na kateremkoli delu na tej cesti. Zanima me, kdaj bodo zaključena dela tudi na teh odsekih, zakaj je prišlo do zamude pri asfaltiranju teh odsekov. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala. Odgovor je pripravil gospod Timotej Štritov. Izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani in hvala za besedo. Zdaj iz tabele, ki je priložena odgovoru na vprašanje, so razvidne ocenjene vrednosti pred izvedbo postopkov javnega naročila za vse navedene odseke, ki so se sanirali, pogodbene vrednosti ob sklenitvi gradbenih pogodb, izvajalci, obračunska vrednost po posameznih odsekih, pa gradbena dela, ki so bila na posameznih odsekih izvedena in navedene podatek, ali so bila dela na posameznem odseku že zaključena ali ne. Zdaj, kot je bilo že povedano, na veliki večini odsekov gradbene dela so bila zaključena, na vseh pa res ne. Na cesti od Šmartnega proti Pšajnovici je predvideno, da se asfaltiranje zaključi v naslednjem delu. Zaenkrat, kot kaže, bo v torek, se pravi zadeva zaključena z asfaltom. V Motniku se pričakuje, da bo zaključeno na začetku naslednjega meseca, v Gabrovnici pa do konca tega meseca. Zdaj, kot sem rekel,
v Špitaliču bojo pa dela izvedena naknadno. Zdaj, kot sem rekel, so tabelice razvedene, vse ocenjene vrednosti, pogodbene vrednosti in obračunske vrednosti, pa ne bi zdaj za vsak odsek, ker jih je kar nekaj bral oziroma našteval. Na kar nekaj odsekih so bile obračunske vrednosti, se pravi končne vrednosti, nižje od pogodbenih vrednosti, na nekaterih odsekih pa so bile obračunske oziroma končne vrednosti više od pogodbene zaradi pač dodatnih oziroma več del, ki so se tekom gradnje pojavile. Hvala. Hvala. Želite dodatno pojasnila? Izvolite. Naknadno se bodo izvajala dela na cesti Špitalič Krog. Kdaj bo to naknadno? Me zanima, zdaj nisem dobil konkretnega odgovora, niti nisem dobil odgovora, zakaj se ta dela še niso pričela. Zanima me, zakaj je prišlo do zaostankov pri asfaltiranju odsekov, ki še niso poasfaltirani, kaj je razlog temu, kaj pomenijo te zamude, te zaostanki in pa nezačeta dela za javni razpis. Namreč zakonodaja je tukaj zelo stroga, pogodba je bila, mislim, da jasno napisana, jaz je res nisem videl, ampak me zanima, do kdaj je bil rok za izvedbo del, kdo bo nosil dodatne stroške. Zanimivo je, da ko sem lani spraševal o teh stvareh, mi je bilo rečeno, da mislim, da je bilo v začetku decembra ali konec novembra, da je občinska uprava presenetila zima. To je bil odgovor, ki so se mu še moji otroci smejali. Pa niste bil gospod Štritov vi, to mi je odgovoril gospod Svetec, ki je danes predstavnik javnega zavoda tukaj. In ne vem, pogodbe je treba spoštovati, ne? In res me zanima, kdo je kriv, da te odseki niso bili poasfaltirani, da smo se krajani celo zimo in se še zdaj vozimo po makadamskih poteh, ki so bile odprte sred novembra ali začet decembra, ker bi bilo veliko bolj, se mi zdi, če bi se to odpirali spomlad, pa bi se potem dela naenkrat zaključila. Zdaj imamo tam utrjeno cesto, ki bo treba zgoren sloj dol vzeti, pa na novo utrjevati, gredati in potem asfaltirati. In imamo dvakratne zapore, ki bi jih imeli lahko enkrat, zdaj smo imeli zapore v lanskem letu, pa bomo imeli zapore v letošnjem letu. Predvsem me pa res zanima, kaj to pomeni za ostanke pri pogodbi, ne, kaj ti zaostanki pomenijo, a so tukaj vključeni kakšni kakšni penali so to. In pa vseeno bi prosil za razlago, kaj je bilo 40 000 dodatnih del na cesti Cirkuše. Zdaj motnik, zgornji motnik pa Gabrovnica iz tabele ven, smo zdaj na ceni tam, nimamo pa še asfalta zraven. Če jaz to prav berem. No. To so tiste vprašanja, ki jih imam. Jaz pričakujem od župana in od občinske uprave, da pač tako kot zahteva od izvajalcev, da tudi sami gospodarno ravnajo, da cest ne odpirajo sredi novembra, ko se s 15. novembrom se začne zimska sezona. In jaz sem še danes zgrožen nad odgovorom, ne, da vas v začetku decembra preseneti zima. Toliko, hvala. Hvala. Besedo še enkrat dajem Timu Štritovu. Izvoli. Hvala. Se pravi, v Gabrovnici obračunska vrednost, ki je navedena, je navedeno, da končen obračun še ni bil izveden, ampak ta vrednost, ki je navedena, že obsega asfaltirane, se pravi predvidoma, ni rečeno, da bo čisto do evra zadeva taka, ampak je že vkalkulirano, se pravi predvideno kvadratura asfalta, se pravi končna vrednost ne bi smela veliko odstopati od te, ki je navedena. V Cirkušah se je vrednost povečala zato, ker je bilo naknadno izvedeno javno naročilo za izvedbo opornega zidu, pa sama trasa se je podaljšala za približno 60 metrov. Se pravi, sama trasa asfaltiranja. Zdaj, kar se tiče ostalih odsekov, tako kot sem rekel, Šmartno je predvideno, da se asfaltira v torek, Motnik kasneje. Vsa dela, ki so se zavlekla, so se pač na nekaterih odsekih zaradi dodatnih del ali zaradi podaljšane trase, se pravi zaradi dodatnih ali več del. V nekaterih primerih pa je res tudi izvajalec zaradi vremenskih pogojev zaprosil za podaljšanje roka.
Špitalič je ista zgodba, se pravi, ker se je podaljšala trasa na drugem odseku, se pravi v Motniku. Špitaličev krog po Motnik je bila sklenjena enotna pogodba in je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka pač zaradi dodatnih del, ker se je v Motniku podaljšala kar precej trasa in pa zaradi vremena je pač že tako. Terminsko vam pa ne morem žal v tej fazi povedati. Bo narejeno letos. Hvala. Besedo ima. Dejstvo je, da se asfaltira 17 odsekov, prej se jih je na leto v Smolnikarjevem letu največ 8, prejšnja leta pa verjente, da manj kot 8 na leto odsekov. Zdaj se jih je 17 zastavili in se jih bo letos končali. Besedo ima Sandi Uršič, izvolite. Ja, hvala za besedo. Na spletni strani Zavoda za turizem in šport Kamnik, visitkamnik.com, smo pod rubriko razpisi zaznali neobičajno prakso kratkih razpisnih rokov, kar lahko kaže, da gre za razpise, katerih rezultati so vnaprej znani. Na to smo opozarjali že pri razpisu za drsališče v okolici mesta, sedaj pa ugotavljamo, da se praksa nadaljuje. Dne 5.4.2022 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe kolesarske prireditve Pokal Kamnik v občini Kamnik za leto 2022. Predmet javnega poziva pa sofinanciranje organizacije in izvedba prireditve oziroma dodelitev sredstev iz proračuna občine Kamnik za prireditev, kolesarska dirka za prvi Pokal Kamnika in velika nagrada zavarovalnice Generali. Prireditev naj bi vključevala promocijo občine Kamnik in naj bi bila odmevna v širšem prostoru. Med drugim je v pozivu navedeno, da je maksimalni delež financiranja prireditve naveden spodaj v tabeli, kje je ta spodaj, žal nismo ugotovili, predvidevamo pa, da je v naglici priprave razpisa ena stran zgrešila skener. Rok za oddajo ponudb je bil petek 8.4.2022 do 10. ure. V nedeljo 10.4.2022 pa so Tunice gostile mednarodno kolesarsko dirko prvi Pokal Kamnika in velika nagrada zavarovalnice Generali, katera je bila že teden prej oglaševana, med drugim tudi s čezcestnim transparentom pri športni dvorani, na katerem je bil tudi grb občine Kamnik. Dne 4.5.2022 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka velika nagrada Gorenjske 2022. Rok za oddajo ponudb je do vključno 13.5.2022. Besedilo poziva je praktično enako prejšnjemu z eno razliko, spodaj je tabela, v kateri je zapisana prireditev, višina sredstev in predviden datum. Zanima nas, zakaj so objavljeni razpisi, če se že naprej ve, kdo je organizator in posledično prejemnik sredstev. Predvsem pa, zakaj se s takšnim načinom v neenakopraven položaj postavlja kamniške športne delavce, ki se že več let trudijo z organizacijo športnih prireditev v naši občini. Te prireditve prijavljajo na enoten razpis, za katerega je v proračunu zagotovljenih 30.000 evrov. Dejstvo je, da višina sredstev za te privilegirane prireditve močno presega sredstva, katera preko razpisa dobijo tradicionalne kamniške športne prireditve, ki že več let skrbijo za promocijo naše občine. Na naše vprašanje glede realizacije na proračunski postavki 4755 prireditve smo v gradivu za marčevsko sejo lahko prebrali, da znaša 111.048 po prejetih računih na zavodu. Prav tako v odgovoru piše, da bo v letu 2022 zavod zagotovo organiziral let dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, sofinanciral pa nekaj ostalih prireditev. Otroški karneval, Plečnikovi dnevi, Kul petki, Veronikin tek, srečanje starodobnikov, Križnikov festival, pohod ob reki, cilj ene izmed etap kolesarske dirke po Sloveniji, maraton Alpe in Veseli december. Tek na Starigrad zavod nima v planu organizacije v tem letu. Ali to pomeni, da marca prvega Pokala Kamnika in velike nagrade Gorenjske še ni bilo na načrtu? Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da je organizator na prava vrata potrkal tik pred zdajci in seveda dobil radodarno obljubo. Zanima nas, kakšni so bili rezultati obeh razpisov, kdo se je prijavil in kakšen je bil rezultat.
Hvala. Besedo ima v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport, Luka Svetec, izvolite. Za vprašanje. Organizacija prireditev pogosto zahteva velik angažma organizatorja. Sredstva, ki jih Zavod za turizem in šport Kamnik namenja prireditvam, ne zadostujejo za izpeljavo le-teh, zato organizatorje, ki izpeljavi prireditev, pogosto vodi drug motiv, kot je finančni. V primeru obeh kolesarskih dirk je razlog za izvedbo predvsem to, da se zagotovi za tekmovalce ustrezno število tekmovanj. Ni skrivnost, da se organizatorji omenjenih prireditev pred samim tekmovanjem obrnejo na zavod, kjer svojo idejo predstavijo. V tej predstavitvi je natančno opredeljeno, za kakšno tekmovanje gre, na kateri lokaciji in tudi kaj bo imel Zavod za turizem in šport Kamnik od tega, če se bo odločil, da jo finančno podpre. V obdobju objave razpisa bi se seveda lahko pojavil drug organizator z boljšim konceptom prireditve in z večjo dodano vrednostjo za zavod, vendar je glede na dejstvo, da sredstva, ki jih zavod namenja tem prireditvam, ne pokrivajo stroškov samih prireditev, je zato zelo malo verjetno. V praksi se to kaže na način, da se idejni vodja projekta na ta razpis prijavi edini. Kamnik je turistično prepoznan kot destinacija, ki je usmerjena predvsem v outdoor turizem. Občina Kamnik v zadnjih letih pospešeno gradi kolesarske poti. V letošnjem letu bomo v Kamniku gostili enega od ciljev etape kolesarske dirke po Sloveniji. Vse te aktivnosti pripomorejo k prepoznavanju Kamnika kot kolesarjem prijazna destinacija. Slovenija je zaradi izrednih uspehov kolesarjev, predvsem Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, dodatno pridobila na prepoznavnosti v tem vse bolj popularnem športu. Dodatno prepoznavnost pa Kamnik lahko pridobi tudi z dejstvom, da zadnji zmagovalec Tour de France živi v neposredni bližini Kamnika in da so kamniške ceste njegov domač teren. Poleg prenosa dirke po Sloveniji na nacionalni televiziji bo le-to neposredno prenašal tudi Eurosport, od česa si Kamnik kot tudi Velika planina nadeja velike mednarodne reklame. Nekdanji direktor zavoda se je v zvezi z organizacijo prvega pokala Kamnik z organizatorjem že usklajeval in potrdil, da bo zavod tako prireditev tudi finančno podprl, ni se pa v ta namen izpeljalo še nobene aktivnosti. Do zamud pri objavi razpisa je prišlo predvsem zaradi nekaterih zapletov pri primopredaji poslov. V vseh postopkih pa Zavod za turizem in šport deluje kot skrben gospodar. Velika nagrada Gorenjske je bila že v lanskem letu uspešno izvedena. Predstavniki organizatorja so zavod povabili na uvodni sestanek v mesecu aprilu. Na razpis prvega pokala Kamnik se je prijavil kolesarsko društvo Rog, v okviru katerega deluje tudi otroška in mladinska ekipa Pogi Team, ki jo podpira sam Tadej Pogačar. Organizacijo Velike nagrade Gorenjska bo prevzela Kolesarska zveza Slovenije. Hvala. Želite dodatno? Izvoli. Ja, hvala za odgovor. Dejstvo je, da me zanima tudi, nisem to sicer vprašanje, finančen rezultat, kakšen je bil izplen teh organizatorjev, se pravi, ali je bilo to dvakrat po 5000 evrov ali kaj drugače. Absolutno me veseli, da bo cilj etape kolesarske dirke po Sloveniji. Veseli me, da se je v bistvu spremenilo stališče zavoda pa občine. Na začetku mandata sem se zavzemal za to, da nadaljujemo tradicijo, kar se tiče dirke Slovenije, ampak takrat je bilo v bistvu po domače rečen škoda denarja. Zdaj je pa kar naenkrat za kolesarstvo denarja skoraj da neomejeno. In tukaj me bega samo ena zadeva, odmevnost v širšem prostoru. Vemo, da je bila ta dirka v Tunicah, če bi šli Tunčane vprašati, ne vejo vsi, da je bila, če bi šli pa po Kamenku spraševati, pa mislim, da je še toliko manj. Tako da v primerjavi s tem, s to dirko predvidevam, da bo dirka po Sloveniji vsaj krat 10 finančnega vložka, tako da bi prosil še za podatek v bistvu, koliko nas bo stala dirka po Sloveniji in kakšna je realizacija trenutna na tej postavki. Hvala. Hvala. Izvolite, Luka, za dodatno pojasnilo. Ja, se pravi, kot ste pravilno sklepal, vsak od teh se pravi
prijaviteljev teh dirk bo upravičen do 5000 evrov. Seveda mora pa zato najprej podati poročilo s finančnim, se pravi tudi finančno poročilo, v katerem seveda mi refundiramo sredstva, ne da avtomatsko dobijo oni 5000 evrov. Realizacija postavke je v bistvu taka, kot ste jo prej prebral, ker v vmesnem času ni bilo nobenih prireditev, ki bi v bistvu nas, se pravi, dodatna sredstva rabila. Bi pa samo poudaril, no, tudi, da tale velika nagrada Kamnika, da je bila tudi zanimiva tudi za druge občine, tako da nismo bili v bistvu edini, ki smo podprli to stvar. To stvar je podprla tudi občina Komenda, občina Cerklje in tudi občina Ljubljana. Tako da pa jih tudi v imenu ni. Hvala. Na vprašanje samostojnega svetnika LTS Antona Toneta Smolnikarja pa bo odgovorila Marija Kos. Izvolite, gospod Smolnikar. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Kratko vprašanje. V zadnjih dneh slišimo pozitivne podatke o minuli turistični sezoni, torej tudi pri nas v Kamniku. Predvsem je slišati pozitivne številke o prenočiščih tudi v naših turističnih destinacijah, kamor sodi zagotovo pomembno območje dolina Kamniške Bistrice in Velike planine. Torej, vprašanje, koliko se je obogatil proračun letu 2022 iz naslova turistične takse, posebej pa želimo izvedeti, koliko denarja so prispevali turisti na velikoplaninskem območju. Ker eni pravijo, da se bolj skrivajo, ampak iz številk očitno ni tako. Koliko lastniki objektov z tega območja plačajo iz naslova davka na premoženje, koliko pa se zbere denarja iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Odgovore želim predvsem zaradi tega, ker neuradno slišati, da se mnogi uspešno izogibajo plačevanju teh dajatev, da torej iz teh naslovov ni veliko denarja. No, ampak bistvo tega vprašanja pa je, ali kljub mnogim davčnim spremembam v zadnjih 20 letih še vedno velja ustavna odločba izpred cirka 20 let, ne spomnim se točno letnice, da lastnikom zgradb na Veliki planini ni treba plačevati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, torej tistega zemljišča, za katerega ponavadi dobimo doma za hišo ene dve položnice v dveh obrokih, da plačamo. Torej, takrat je eden od lastnikov Koče se pritožil na ustavno sodišče, da Koče torej nimajo uradnega dostopa, gondola za ustavno sodišče tega pa kot dostop ne dovoljuje. Tako da pričakujem odgovor. Hvala, gospod Smolnikar. Izvolite, gospa Marija Kos. V obdobju januar 2022, april 2022 so bili na podlagi nočitev gostov iz aplikacije iPes e-turizem realizirani prihodki iz naslova turistične takse v občini Kamnik v višini 26.203 evre. V skupaj realiziranih prihodkih iz naslova plačane turistične takse v tem obdobju predstavljajo prihodki iz naslova nočitev na velikoplaninskem območju 9440 evrov oziroma 36,03%. Evidenco prihodkov iz naslova davka od premoženja pa vodi Finančni urad Republike Slovenije. Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je določena v zakonu o stavbnih zemljiščih, ki je bil sicer skoraj v celoti razveljavljen, med drugim pa še vedno uporabljajo določbe njegovega 6. poglavja. 58. člen zakona o stavbnih zemljiščih navaja, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Ker za območje Velike planine ni izpolnjena ena izmed zgornjih alinej, se na tem območju nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne obračunava.
Ob tem pojasnjujemo še, da višino nadomestila občina določi predvsem upoštevajoč opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave, lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V občini Kamnik je na današnji dan še vedno v uporabi odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 100/2011 in 99/2012. Odloki občin, ki so bili uveljavljeni na dan 31.12.2013, je zakon o davku na nepremičnine razveljavil. Odloki so bili sicer kasneje na podlagi odločbe Ustavnega sodišča z dne 21.3.2014 vrnjeni v uporabo, kar pa pomeni, da se ne smejo spreminjati ali dopolnjevati. Ponovna uporaba prejšnjih odlokov namreč ne pomeni njihove ponovne uveljavitve, ampak le njihovo uporabo. Tako zgoraj navedeni občinski odlok v svojem 3. poglavju izrecno določa, da se območje naselja Velika planina in dela naselja Žaga nadomestilo ne odmeri. Vkolikor bi želeli omenjeno področje drugače urediti, bi morala občina sprejeti nov odlok, kar pa po naši oceni ni smiselno, dokler ne bo država sprejela zakonodaje, ki bo na novo opredeljevala davke na nepremičnine. Ali in na kakšen način bo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v prihodnje sploh aktualno, v tem trenutku ni mogoče z gotovostjo napovedati. Kar zadeva obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte na območju Kamniške Bistrice, je priliv iz tega naslova v občinski proračun približno v znesku 2200 evrov. Hvala. Želite dodatno vprašanje? Izvolite. Ja, samo. Hvala. Tukaj pravite, evidenco prihodkov iz naslova davka od premoženja vodi Finančni urad Republike Slovenije. Seveda to je za tisti davek, ki ga plačujemo nerezidenti izven svojega bivališča. Ok, to razumem, ampak vendarle bi pa morda bil zanimiv podatek, ali so tu dajatve poravnane ali ne, kljub temu, da je to prihodek države. Ampak moje vprašanje pa je, ni pa povezano na nadomestilo. Zakonodaja posebej ločena. Tako? Ni. To je proračun države, ok? Ne, vse nadomestilo dobi občina. Nadomestilo občinsko, ja. Davek na premoženje. Tudi občina. Ja, jaz plačujem Brezje, pa najbrž bi enako podatek potem lahko bil tu. Jaz plačam tudi dve položnice, nadomestilo na Brezjah, pa davek na premoženje na Brezjah, tako da ne vem, zakaj ta podatek vodi Finančni urad. Finančni urad vodi tudi nadomestilo. Hvala lepa. Hvala, dr. Ježek, izvolite še vi za dodatno pojasnilo. Hvala lepa. V skladu z veljavno zakonodajo, evidenco o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, o vseh zavezancih, o vseh podatkih vodi občina. Podatke se v bistvu konec leta odda na Finančni urad, kjer se naredi obdelava. Kar se pa tiče teh davkov na premoženje, v bistvu je pa v skladu z veljavno zakonodajo evidenco vodi Finančni urad Republike Slovenije. Gre za v bistvu za osebne podatke, tako da v tako kratkem času pa brez v bistvu pravnega razloga žal teh podatkov nismo mogli pridobiti. Hvala.